Mislim, naš studio zdaj nabito poln. Ma koliko vas je? Gosti! Ma da jih bo 6. Ma... Vid voditelj na Radiu Robin. Tjaša, tebe je širša publika bolje spoznala v šovu Slovenija ima talent. Katerega leta se je to dogajalo? 2018. 2018. Kaki so spomini na talente? Zelo lepi. Tu je bil, v bistvu sem bila prvič na televiziji takrat. Prvič sem plesala pa pela oziroma se premikala in pela. Imam zelo lepe spomine. No. Zdaj pa sem pripravil zate en mini kviz oziroma kar izziv. Pevske nastope iz preteklih šovov boš mogla kot učiteljica solopetja podati 2 pozitivna komentarja. Okay. Greva na prvi primer. No, lahko že kar komentiraš? Ja, jaz slišim, da pevka lepo odpira usta. Odpira usta lepo, ne? Ja, bi rekla, da ima potencial za dobro dikcijo. Mogoče potencial za govor? Tudi. Mogoče kot radijska spikerka? Ali pa mogoče kot bralka knjig. In še zadnji primer. Darojak, prosbo vsak, ne vrag le sosed. 2 pozitivna komentarja. Ja, izjemno gajsten pevc, tu moram reči. In čuti se veselje od zadaj. Jak. Ni bilo tako slabo. Ni bilo slabo, ne? Tjaša, zdaj pa smo dobili en klic, pa boš ti povedala, kdo je to. Oj, živijo Tjaša. Mene pa zanima, če bi imela slučajno v marcu čas, da bi šla midva skupaj v Rim za vikend. Čakaj, kjeri poslušalec pa tebe zdaj vabi v Rim? Bi imela čas, z veseljem se odzovem na tako vabilo. Bravo, kdo je to? Jaz bi rekla, da je tu en super fant in moj trener, ki je tudi moj fant, Mitja Marc. Kaj bi rekla, kaj mu gre pri tebi najbolj na živce? Ojej, po moje zadnje cajte, zdaj, ko sva se veselila skupaj, tudi rada poudarjam, da kaj ni čisto. Ni čisto? Ja, da kaj se jezim. Bomo to tudi testirali. Z nami v studiu je Mitja Marc! Mitja je prišel na studio. Pozdravljen, Mitja. Živijo. Kako si? Ful fajn. Prvič v studiu, tako da nova izkušnja. Nova izkušnja, lepo. Vesel sem, da si z nami. Dajmo zdaj seveda to potrditi. Kaj ti gre najbolj na živce pri Tjaši? Tjaša je perfekcionistka, ampak na dober način. Kadar je treba, stisne, tudi kakšenkrat, kadar ni treba. In mislim, da je dobro omenila, da je mogoče tu s čiščenjem, da se pojavlja zadnje cajte, ampak bomo premagali. Katero gospodinjsko opravilo najbolj sovraži? Tjaša? Ja. Tjaša ima rada pospravljanje. A si devica po horoskopu? Škorpion. Škorpion. To je tudi, ja. Mislim, da mogoče, jaz bi rekel, mogoče likanje še najbolj, nisem prepričan, da je to. Jaz bi rekla, da najmanj rada nesem smeti. Nesem smeti. Torej, tu mora on nest. Ja, jih zmeraj nesem. Kaj pa je tista jed, ki jo najboljš pripravi mogoče? Tu bo pa hobotnica s krompirjem. Kaj je recimo njena šibka točka? Sicer prej si že omenil, če kaj ni pospravljeno. Njena šibka točka je tu, mogoče, da je tudi perfekcionistka, je tudi šibka točka na eni točki, ne? Tako da kakšenkrat je to ovira, ampak večinoma je tu prinese dobre stvari. Zelo grdo te gleda zdaj. Ne. Poslušam, se učim. Kaj boš rekel, ja. Ampak se pa strinjaš, da prav otroci postavljajo najtežja vprašanja? Ja, definitivno. In zdaj se boš z najtežjimi vprašanji tudi soočila, zate jih ima naša poslušalka Lea, pa dajmo slišati, kaj te sprašuje. Živijo, Tjaša, ti tako lepo poješ in plešeš, kaj ti je bolj všeč? Težko bi se odločila. Zaenkrat, petje mi je še zmeraj bolj všeč. Je petje tisto. Ja. Tudi jaz rada pojem. Kako pa postaneš učiteljica petja? Učiteljica petja postaneš tako, da se greš najprej ti sam učiti pet, pa se kaj naučiš in pol začneš dobivati izkušnje z ljudmi. Da ti niso zoprni, no? Ja,
Tu je tudi res. Pride kdaj situacija, ki ti gre kako učenec, tako joj, kdaj bo konc ure, gledaš na uro, kdaj bo konc? Ja, definitivno. Predvsem se tu zgodi, kadar vidim, da so neki izgovori v smislu, ni bilo časa, se ni nič naredilo, se pravi, da ni nobene spremembe od prejšnje do zdajšnje ure. Tako, evo. No, mogoče bo pa s časom postala učiteljica petja tudi Leja in ti bo jemala stranke. V nadaljevanju pa, Tjaša, govoril sem z eno tvojo učenko, to je seveda naša sodelavka Špela. Menda imate prav poseben odnos, radi prihajajo k tebi ti učenci. Kaj, če imamo poseben odnos, jaz imam vsaka od njih zelo rada, se mi zdi, da to je tako osebno delo, da se ne da jih po kakšni skripti ali pa vprašalniku delati, ne, da je vsak res svoja zgodba zase in da rabi svoje stvari. In kot si prej povedala, ti tudi dajajo zgodbe, ne? Tudi sami, ne? Ogromnih zgodb, ja. Lepih zgodb. In zato ni bilo dileme, da ne prišli tudi v naš studio. Z nami so nekateri učenci Tjaše Fajdiga. Naš studio je, naš studio zdaj nabito poln. Ma koliko vas je? Gosti! Ma da jih bo 6? Ma 2, 4, 6, 8, 10 vas je. Madonca! Živijo, lep pozdrav! Ja. Zdaj se Evo, z nami so Špela, Danej, dve Kseni, Polonca, Ana, Maša, Kaja in Ingrid. A sem koga pozabil? Tako, da mi bodo verjeli, da ste tukaj. Tukaj vas je več generacij. A je lahko začeti kot odrasla oseba z urami petja, ali je to? Mal bolj težko. Lažje začnejo recimo tile tamali, ne? Recimo Maša pa smo rekli Kaja in Maša, dajte mi povedati, a v špiči ste kaj na vajah z Tjašo? Ne, ste pridne, pridete in lepo začnete pet. Ja, in tudi danes boste nekaj zapeli, menda, ne? Katero bomo slišali? Dan ljubezni, ne? Da boste delili to ljubezen med naše poslušalce, vsi ste se zbrali, tako da jaz predlagam, da se kar date takole bolj na kup okoli tega našega mikrofona in slišimo torej Dan ljubezni, ki jo posvečajo samo Tjaši. Tjaša, mogoče bi kaj dodala? Ne vem, če sem bila že kdaj tako lepo presenečena. No, evo, izvoli. Strašno rada. Kako vam šmo dati ime? Tjašini angelčki. Tjašini angelčki, uživo v studiu Radia Robin. Jaz sem tla reči najjači, ne barjači, nema, ta je boljša. Najjači, evo, izvolite. Ne zaspi, ko jutro se zbudi, to bo ljubezni dan. Učenci šole petja Tjaše Fajdiga. Vid voditelj, vsako sredo popoldan na Radiu Robin.